Kostanjevica na Krki se je nekoč že ponašala z bogato tradicijo gledališke dejavnosti. Pred desetletjem so zatišje začasno prekinili s festivalom Noster Nostri, zdaj pa je vajeti obujanja tradicije prevzela nova generacija mladih. Hočemo vrniti gledališko kontinuiteto nazaj v Kostanjevico, ko smo tudi izgubili kulturni dom in nimamo prostora, ampak na srečo imamo to galerijo Božidarja Jakca, ki ponuja prostor. Ob finančni pomoči občine in sponzorjev je dvodnevni festival kulture pripravilo Kostanjeviško mladinsko društvo. Približno 30 zagnanih članov se ni ustrašilo bogate tradicije gledališke dejavnosti. Mi ne čutimo te teže, gre za to, da ustvarjamo neko vsebino, ki je naša, ki je nova, ampak hkrati spada v to kontinuiteto kulturnih festivalov, ki so se tukaj že dogajali. Torej, je nekaj našega, nekaj novega, ampak hkrati se umeščamo v to. Obiskovalci prvega festivala kulture so si tokrat lahko ogledali 3 predstave. Včeraj smo začeli s predstavo Naj gre vse v pi, igralca Nika Škrlica, ki je z Brestanice, in odziv je bil fenomenalen. Meni se je bilo nekje do 300 ljudi. Navdušene aplavze sta poželi tudi sobotna predstava nizozemskih pripovedovalcev Moj oče je nosil puško in jetniška balada, v kateri je med drugim nastopil domačin Branko Jordan. Redko igram tu, no, včasih pač kakšno manjšo stvar. Tudi to ni čisto prava predstava, je en tak recital, ki meni zelo ljub, ampak taka dosti majhna forma, ampak seveda doma, v galeriji oziroma samostanu, v kleti, perfektna atmosfera. Se mi zdi, da ta Kostanjevica to potrebuje, da obudi ta kulturni nivo in da se nekako povežemo spet in začnemo dihati tako kot neko kulturno mesto, in se mi zdi, upam, da se bo to zgodilo. Da je bila Kostanjevica vse prej kot zaspana lepotica, pa so mladi poskrbeli s koncerti v večernih urah. Sobotni večeri so ob hrvaški zasedbi Svemirko in ljubljanskih reperjih začinile legende slovenske rokerske glasbene scene Demolition Group.